V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je bila minuli petek na ogled predstava Vesne Anđelković. Magistra znanosti dramskih umetnosti, profesionalna igralka z večletnimi izkušnjami na področju poučevanja igre, je uprizorila monokomedijo z naslovom Zorkini pripetljaji. Monokomedija je namenjena vsem romantikom, jugonostalgikom ter iskalkam in iskalcem ljubezni. Ja, kje pa če bit? Goni se s kolesom po slovenskih hribih in dolinah. Rekla sem, da me ne boste narobe razumeli. Gledam ga, takšen postaven, fajn človek, verjeten uživate v posteli. Občasno, tudi gospa Mojca občasno uživa. Občasno, rekla sem, zakaj pa občasno? Ja, pridi z kolesarjenja, utrujen, joka, stoka, rit ga boli, maše se s hladilno kremo, jajca pretresena, od njih samo jajčno omleto da narediš. Zorka, ne boš iskala kolesarja. In tako se Jožica prva zavzame za moje ljubezensko življenje. Impol bo celovito digitaliziral proizvodne procese livarne v skupini Impol. V ta namen je podjetje decembra lani z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisalo pogodbo o izvedbi projekta Indigo. Z digitalizacijo poslovnih procesov bodo v Impolu večali uporabo recikliranega aluminija in s tem zagotavljali trajnostno poslovanje skupine. Projekt Indigo je na ponedeljkovi novinarski konferenci podrobneje predstavil vodja projekta dr. Denis Špelič, direktor podjetja Alkat. Pa smo si v projektu zastavili, novo arhitekturo, neko centralno podatkovno skladišče, imenovano Data Fabrik, ki bo omogočil, da bomo vse podatkovne vire, bodisi to stroji, senzori, PLC izkade, da bomo vse to zbirali v nekem centralnem podatkovnem skladišču, in v bistvu omogočili to zbiranje na podlagi podatkovnega transportnega protokola za komunikacijo, tako imenovanega MQTT. Ko bomo imeli podatke zbrane vse na enem mestu, pa bodo se potem vsi ostali moduli potem navezali na to centralno podatkovno skladišče in od tega črpali podatke naprej. Poleg tega smo si v bistvu nekako zadali tudi, da bomo malo nadgradili, usposabljanja z tehnologijami navidezne resničnosti, zato bomo pripravili vsebine za zaposlene in novozaposlene, prav tako pa želimo malo dvigniti kakovost vzdrževanja s pomočjo obogatene resničnosti, augmented realityja. Poleg tega bomo v projekt vključili tudi ostale napredne tehnologije, kot so internet stvari, IoT, potem industrial internet of things, kot tudi algoritme umetne inteligence, algoritme strojnega učenja, prej omenjeni AR, VR, Big Data in napredne avtomatizacije. Mogoče ključno tudi to je, da smo v projektu v bistvu vključili vse udeležence oziroma zaposlene, ki bodo delali z temi moduli, smo v bistvu že v začetku vključili, zato da soustvarjajo v bistvu produkte, kar pa bo omogočilo, da bomo vse te rešitve lažje implementirali potem v procese. Mogoče na tem mestu še izpostavimo modul Green Alumini, ki je za nas ključnega pomena, z njim pa želimo nekako doseči povečanje deleža recikliranega materiala, zmanjšanje ogljičnega odtisa livarne in pa nekakšno napredno spremljanje v realnem času procesa litja, s tem pa bomo omogočili potem tudi zmanjšanje porabe energije in pa energentov. Če si pogledamo, trajnostne učinke projekta, definitivno se bo zmanjšal obseg administrativni del, nekako želimo doseči brezpapirno poslovanje v naši livarni. Vodstvene odločitve se bodo sprejemale na osnovi podatkov v realnem času, sedaj imamo več različnih podatkovnih silosov in potem mogoče gledamo te podatke v različnih sistemih. Povečanje uporabe sekundarnega aluminija in zmanjšanje ogljičnega odtisa, kot so povedali, širitev doseženih rezultatov projekta v hčerinske podjetje v skupini Impol, nekakšno pilot oziroma prvi projekt bomo postavili tukaj v Slovenski Bistrici v livarni, potem pa bomo v bistvu vso to znanje, izkušnje in pa tehnologije, ki jih bomo tukaj nekako osvojili, razširili še potem v naši livarni na Hrvaškem, TLM Šibenik, in pa potem na livarno v Srbiji, Sevojnem, Seval. Ko bomo nekako imeli postavljene vse te temelje, pa potem nadaljujemo z našimi drugimi divizijami valjarništva in pa diviziji stiskalništva.
Vsekakor bomo vključili tudi naša pridružena podjetja, se pravi Rondal, Stampal in pa Final, tako da bomo imeli neko zaključeno celoto. Kot rezultat pa definitivno želimo nekako povečati prihodke celotne skupine. Glavni izvršni direktor Impola Andrej Kolmanič je novinarjem predstavil tudi poslovanje podjetja v letu 2022 in načrte za to leto. V letu 2022 lahko zaključimo kot precej uspešno poslovno leto za skupino Impol. Proizvedli smo nekje okrog 245 tisoč ton izdelkov, kar je manj kot v letu 2021, takrat smo proizvedli cirka 270 tisoč ton. Ustvarili smo nekje seveda končni rezultati še niso znani, znani bodo nekje v roku enega meseca. Ustvarili smo nekje okrog 1,1 milijarde evrov prihodkov in pa dobiček iz poslovanja, kjer bo presegel nekje 100 milijonov evrov. Kot vidite, dajemo ogromen poudarek livarništvu. Gre za projekt v vrednosti 50 milijonov evrov. Projekt je strateško prepoznan ze strani Republike Hrvaške. Smo v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in pa okoljevarstvenega dovoljenja. Kar se tiče Slovenske Bistrice, širimo kapacitete kovanja in pa širimo kapacitete finalizacije. Na ta način želimo podaljšati naše proizvajalne verige ter dodajati vrednost aluminija, ki ga pač obdelujemo znotraj industrijske cone. Gradnja sodobnega plezalnega centra v Slovenski Bistrici poteka po načrtih. Z naložbo bodo omogočili razvoj vrhunskega, kot tudi rekreativnega športnega plezanja. Več o pomembni pridobitvi je povedal direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich. Dela potekajo po planu, zaenkrat ni nekih težav večjih. Kar se tiče že storjenega, zunanje stene dejansko so končane, zdaj čakamo samo še na montažo plezalnih sten, kar se tiče zunanjega dela, medtem ko znotraj že pospešeno delajo tudi na balvanih, te notranje manjše stene. Je že ogromno narejenega, tudi notranji prostori, elektrika, ogrevanje, v glavnem to se v tem trenutku izvaja in smo veseli, da ni nekih večjih težav, kar se tiče teh izvedbenih del. Zagotovo gre za izjemno pridobitev ne samo za Alpinistični klub Slovenska Bistrica, ampak tudi širše. Ja, dejansko to bo sedaj največji plezalni center v Sloveniji, tako da bo omogočil res vrhunske pogoje tako za treninge kot tudi tekmovanja. Računamo pa tudi, da bodo se v to vklopile tudi bližnje osnovne šole, srednja šola in pa tudi rekreacija, da bo dejansko objekt na razpolago vsem, ki so željni plezanja in da bodo lahko tako izpopolnjevali svoje znanje v plezanju in pa tudi konec koncev, da se bodo lahko rekreirali na tem objektu. Še morda nekaj osnovnih tehničnih podatkov o tem impozantnem objektu? Ja, dejansko zdaj sama višina, kot vidite, je res dobrih 20 metrov, tudi potem notranja stena bo podobna, tako da bodo lahko res tukaj se razvijali novi šampioni in upamo, da bo na tem objektu zrastel tudi kak bodoči olimpijec. In kaj vse bo na voljo v notranjosti objekta? V notranjosti bodo klubski prostori, garderobe, sanitarije, potem tudi pisarna oziroma sejna soba, tako da bodo tudi klubske potrebe s tem nekako popolnjene. Kar se pa tiče ostalih zadev, pa je več ali manj namenjena plezanju, se pravi, ogromno bo teh sten, manjših, večjih in dejansko cela stavba je tako izpopolnjena z plezalnimi stenami.
Policijska uprava Maribor in študentje medijskih komunikacij na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so letos že tretjič izvedli projekt z imenom Kreakcija. V okviru projekta so študentje pripravili komunikacijske projekte, s katerimi so naslovili eno izmed perečih področji, povezanih z mladimi in varnostjo. Žirija je minuli ponedeljek razglasila najboljše. Med nagrajenci sta tudi Bistričan Žan Zafošnik in Makoljčan Jure Kodrič s filmčkom o nasilju. V filmu nastopata Bistričan Jan Kolar in Makoljčan Jan Sagadin. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so v 11. krogu druge slovenske odbojkarske lige Vzhod na domačem parketu izgubile z Zrečami z rezultatom 0:3. Poraz je sestavni del športa, tega pa so v 11. krogu druge slovenske lige Vzhod na domačem parketu doživele odbojkarice iz Slovenske Bistrice. V sosedskem obračunu z ekipo Zreč so bile nadigrane v vseh elementih odbojkarske igre. V srečanju, ki so ga izgubile, so dosegle samo 45 točk, torej 30 manj od zmagovalne ekipe. One so bile v zaključku boljše, držale so skupaj, mi pa smo igrale vsaka po svoje in to se je na koncu poznalo. Izenačen je bil samo prvi uvodni niz, ki se je odločal v končnici niza. Pri rezultatu 22:22 so domače igralke naredile napako pri sprejemu in tako Zrečankam omogočile, da so niz obrnile sebi v prid. 22:25. Ja, na začetku nam je malo padel servis, samo to smo takoj popravili, tako da nam je to bolj prineslo zmago v prvem setu. Popolno nemoč in slabo pripravljenost domačink so izkoristile nasprotnice v drugem nizu, ko so izgubile samo 9 točk. Bilo je 9:25. Ja, trenirati moramo boljše, na tekme moramo bolj motivirano iti in pač, če bomo to popravljali, mislim, da vse ni bod, da bi izpadle. V tretjem nizu pa so Iršičeva, Lukmanova in Črešnjareva z dobrimi začetnimi udarci in zaključkom na mreži in bloku dokončale niz 14:25 in se tako po točkah poravnale z Bistričankami na 5. mestu prvenstvene lestvice. Do sedanjo bero točk, kar sem zadovoljen, smo nekje odigrali, mogoče z enim presenečenjem, ko smo Branik premagali, eno tekmo smo mogoče malo kiksnili z Ljubnim, drugače pa nekje v okviru pričakovanega. Današnjo tekmo pa sem razočaran, danes pa nismo igrali tako, kot znamo. Zdaj razlogov je več, bili so mes prazniki, malo so bili okrnjeni treningi, imeli smo nekaj bolezni. Tako da to se pač pozna, pri teh mladih dekletih, če kakšen teden ni treninga, je to kar velika razlika. Pauza bila precej dolga, eni so boljše izkoristili kot mi in zdaj smo tukaj smo. Treba se pobrati in gledati dalje, ne bo lahko.